Bistriškem gradu so minuli petek gostili predavanje doktorice Irene Mavrič-Žižek z naslovom Partizansko gibanje na Pohorju. Predavateljica je predstavila delovanje partizanskih enot na Pohorju od leta 1941, ko je bila na Pohorju ustanovljena pohorska četa, delovanje in padec legendarnega pohorskega bataljona ter ostale pomembne enote širšega območja Pohorja, ki so nastajale in delovale do leta 1945. Konec septembra 1942 pa je na Pohorje prispel pohorski bataljon. Ustanovljen je bil ob reorganizaciji štajerskih partizanskih enot na Dobrovljah 11. septembra 1942, ki je bila izpeljana po prihodu zelo oslabljene druge grupe odredov na Štajersko, ki jo je vodil komandant Franz Rosenstahl. Pohorski bataljon, ki so ga uradno imenovali prvi bataljon pohorskega odreda, je imel obsežno operativno območje delovanja med Dravo in Savinjo do črte Maribor Slovenske Konjice Vitanje-Polzela. Bataljon, tako so sestavljali borci prvega bataljona Savinjskega odreda, ki so ga po poveljniku Francu Poglajnu Krajncu imenovali tudi Krajnčev bataljon in je prišel poleti 1942 na Štajerske iz Dolenjske, ter borci Šaleške in Savinjske čete prvega Štajerskega bataljona. Prvi so prišli na Pohorje konec septembra borci nekdanjega Krajnčevega bataljona. Oktobra so se jim pridružili še borci Šaleške in Savinjske čete, v začetku novembra pa borci Ruške čete. Novembra, ob reorganizaciji bataljona, so bili borci in borke razdeljeni v 3 čete in ženski rod. Komandant bataljona je bil Rudolf Medje-Groga, politični komisar Jože Minih Rajko, partijski sekretar in intendant Jože Orisek Trpin, komandirka ženskega voda pa je bila Pavla Medje-Katarina. Bataljon je imel tudi svojega zdravnika, dr. Dušana Mravljaka-Moža. Kmalu po prihodu na Pohorje so bile enote bataljona neprestano na pohodih in akcijah. Borci bataljona so v noči z 8. na 9. oktober na zahodnem delu Pohorja požgali Senjorjev dom, Hutarjevo vilo, Vitanske bajte ter koče na Pungarto in Pesko, da jih ne bi zasedli Nemci ter jih spremenili v svoje postojanke. V naslednjih dneh so borci bataljona Pohorju izvedli še nekaj akcij. 11. oktobra so v Boharini v bližini Zreč izvedli rekvizicijo v trgovini izseljenega trgovca Vidmarja, ker je bil tudi sedež lokalnega Wehrmachta. 16. oktobra so izpraznili trgovino v Tinjo, v vasi pa priredili partizanski miting. V isti noči je patrulja bataljona zažgala nakumno žago, ki je delala za nemško vojsko. V noči s 23. na 24. oktober so obiskali Oplotnico. Napadli so Rožniško in Vermansko postajo ter zažgali občinsko poslopje, nato po Oplotnici priredili partizanski miting. Še isto noč so razstrelili in požgali poslopja kamnoloma v Cezlaku ter zaplenili večjo količino razstreliva. V Lačni gori pa so izvedli rekvizicijo v Makovškovi trgovini. Zvečer 30. oktobra je skupina borcev bataljona minirala železniško progo Šošta-Slovenj-Gradec pri predoru Huda Lukna, izstreljali so 3 vagoni in lokomotiva. V začetku novembra so v Mislini napadli in zažgali Pergarjevo tovarno Lepenke ter v Mervanski postojanki zaplenili precej orožja in hrane. Med vračanjem na Pohorje so se na mislinskem sedlu spopadli z zasledovalci ter jih pognali v beg. 9. novembra 1942 so na Keblju izvedli ekonomsko akcijo v trgovini Franca Hojnika ter ga pridobili za obveščevalno službo. 14. novembra pa so odšli na ekonomsko akcijo k kmečkemu vodju Štajerske domovinske zveze Alojzu Fluharju v Sveti Primož na Pohorju. Na pohodu so se spotoma ustavili še pri partizanskem sodelavcu Šarhovem svako Antonu Naborniku po domače Tratniku v Šentjanžu. V njegovi domačiji so imeli borci pohorskega bataljona v mesecu novembru skrivališče za 2 ranjena partizana. 3 dni po partizanskem obisku je bil Nabornik izdan in areteran ter skupaj z ženo nato odpeljan v taborišče. Pri Fluharju je bataljon dobil precej živel, zaplenili pa so mu tudi kravo in svinjo. Med akcijo je Fluhar zbežal, partizani pa so ga na begu obstrelili. Na povratku v taborišče, ki so ga imeli v bližini požgane planinske koče na Pungartu, so se partizani ustavili še pri zanesljivih partizanskih sodelavcih, pri kmetu Ivanu Strmčniku, pri Mačkovi mami in kmetu Lenartu Pušniku po domače Žvancerjevem Lenču, ki se je v odporniško gibanje vključil že leta 1941. Na sejniku svoje domačije je že septembra 1941 skrival
2 polna partizana pohorske čete, borce pohorskega bataljona pa je večkrat vodil po severnem predelu Guzeniškega Pohorja. Z upnim sodelavcem odbojniškega gibanja je predajal partizansko literaturo. V dneh, ki so sledili, je bataljon izvedel vrsto ekonomskih in propagandnih akcij na območju Primoža na Pohorju, Šentjanža nad Guzenico, Pameč, Legna in Gradišča. 26. novembra je izvedel rekvizicijo na posestvu in gostilni ribniškega župana Edvarda Solera. 29. novembra je del borcev pohorskega bataljona obiskal planinsko kočo na Kremžarjevem vrhu na meji guzeniške občine, kjer so se borci vpisali v spominsko knjigo. Patrulja prve čete bataljona pa je med 28. in 30. novembrom izvedla rekvizicijo na graščini Plešivec na drugi strani Mislenjske doline. Decembra so borci bataljona napadli graščino Josip Dolo in zažgali Lenarčičevo vilo ter izpeljali nekaj preskupovalnih akcij na Skomarju, v Plotnici, Šmartnem na Pohorju in Zgornjem Timju. 19. decembra pa je bataljon odšel v bližino Osankarce, kjer si pri 3 žebljih od 21. decembra do novega leta uredil zimski tabor. Njegove patrulje pa so hodile po hrano v različne kraje ob vznožju Pohorja. Tabor, ki je imel 26 zemljank in kuhinjo v stari drvarski koči na sredini tabora, je bil obdan z strelskimi jarki in z utrjenimi strojničnimi gnezdi. Bil je dobro skrit in dobro zamaskiran, vendar zaradi nepreglednosti v gostem smrečju na rahlo nagenem terenu ni bil najbolj primeren za daljšo obrambo. Zimsko mirovanje je vodstvo bataljona želelo izrabiti za vojaško, politično in kulturno vzgojo borcev.